Spoštovani, potovanja Franca Jožefa po slovenskem ozemlju so bila večinoma potovanja preko slovenskega ozemlja. Le obisk 1883, ki je bil namenjen samo Štajerski in Kranjski. Ker smo v drugi polovici 19. stoletja in je železnica postajala vse pomembnejša in predvsem modno prevozno sredstvo, so bila potovanja cesarja Franca Jožefa, ki jih je bilo kar precej, večinoma organizirana z železnico. Cesar s spremstvom je potoval z dvornim vlakom. Vojaška točnost je bila za cesarja značilna in temu se je moralo prilagoditi tudi spremstvo, kot tudi njegovi gostje. Kjer so bila vojaška poveljstva ali pa vrhovi oblasti, je imel cesar navado izstopiti in jih nagovoriti. To je imelo povsem službeno značilnost. Drugače pa je bilo, če si je cesar nameraval ogledati kakšno znamenitost, mesto, razstavo ali nek kraj. Tedaj so prebivalci tega kraja organizirali vse mogoče slovesnosti cesarju na čast. V slovenski prostor je cesar Franc Jožef nameraval pripotovati že leta 1849, ko je bila odprta železniška povezava Dunaj-Gradec-Celje-Ljubljana. Takrat so se pri nas začele mrzlične priprave na sprejem, od okraševanja postaj, mimo katerih bo peljal vlak, do slavnostnega sprejema v Ljubljani, kjer bo ljubljanski knez Oškov blagoslovil železnico. V Kazini je bila pripravljena slovesna večerja, mesto naj bi bilo razsvetljeno in bila je pripravljena gledališka igra. Naslednji dan pa naj bi cesar potoval naprej v Trst. Vendar pa cesarja ni bilo, ker je zbolel. Prišli pa so vsi drugi napovedani odličniki. Predvidene slovesnosti so potekale tako, kot je bilo napovedano. Cesarjeve obveznosti je prevzel njegov namestnik nadvojvoda Albreht. Ljubljančani se niso odrekli vsem pripravljenim zabavam, pa tudi zabave in slovesnosti v železniški progi zato niso bile nič manjše. Naslednje leto, 1850, je v spremstvu ministra Schwarzenberga in Bacha cesar prišel v slovenske dežele. Z Dunaja odpotoval v sredo, bil naslednji dan v Gracu in v petek je pripotoval v Ljubljano, kjer je ostal še čez soboto in se v nedeljo odpravil v Trst. Slavnostno okrašeno štajersko-kranjsko mejo je prečkal ob 4 popoldne v Trbovljah. Tu so ga pričakali deželni glavar z namestništvom Kranjske dežele, kranjski knez Oškov, vojaški poveljniki in tudi maršal Radecki ter drugi visoki uradniki. Cesar je stopil z vlaka in se na kratko pogovoril s prisotnimi. Ob progi proti Ljubljani so stali okoliški prebivalci, ki so medtem prepevali himno v slovenščini. To je bilo zelo očitno v Zagorju, v Savi in Litiji. Vlak je pripeljal v Ljubljano okrog 5:45 popoldne. Z gradu so zagrmeli topovski streli in zvonili so zvonovi vseh ljubljanskih cerkva. Na železniški postaji je bil slovesen sprejem, tu je bila tudi narodna straža iz Kranja in Kamnika in obe sta paradirali mimo cesarja. V samo mesto pa se je cesar odpeljal s kočijo. Mesto je bilo zvečer slovesno razsvetljeno in hiše okrašene. V soboto je obiskal mestne ustanove, bolnišnice, Kolizej, grad in barje. Od 1 do 3 je sprejemal v avdienci, nato je sledilo slovesno kosilo in zvečer ples v Kazini. V nedeljo pa je ob 6 zjutraj po maši odpotoval proti Trstu, kamor je prišel ob 1:15 popoldne. V Trstu so cesarja navdušeno sprejeli, 14. maja je položil temeljni kamen za železniško postajo, tržaški škof legat pa ga je blagoslovil. Cesar je obiskal tudi vse javne ustanove v Trstu, odpotoval je še v Pulj, obiskal kobilarno v Lipici in v soboto 18. maja iz Trsta odpotoval v Gorico, kamor je že dan prej prišel maršal Radecki. Iz Gorice se je nato odpravil po Soški dolini čez predel na Koroškem, kjer je v Celovcu odkril spominsko ploščo padlim v zadnji vojni. To cesarjevo potovanje je še bilo kombinacija modernosti s preteklostjo, potovanje z železnico in nadaljevanje poti s kočijo, kar se je dogajalo še pri nekaterih naslednjih potovanjih. Leta 1856 sta se cesar Franc Jožef in cesarica Elizabeta odpravila na potovanje po Koroški, Tirolski in Štajerski. Od 3. do 9. septembra sta potovala po Koroški. 5. septembra sta prišla ob 7. zjutraj
na Zgornjo Koroško, 8. sta pripotovala v Šmohor, naslednji dan pa sta po maši ob 9. zapustila Šmohor in mimo Podkloštra, Beljaka, Vrbskega jezera dopotovala v Celovec, kjer sta prenočila. Na vsej poti po Ziljski in Dravski dolini jo je spremljalo navdušeno lokalno prebivalstvo. O slovesnostih, ki so jih vladarjema pripravili v Ziljski dolini, je v novicah poročal Matija Majer Ziljski. O prihodu v Šmohor so cesarju predstavili tudi ziljske duhovnike in Matija Majer mu je lahko povedal, da so vsi kraji od Šmohorja naprej proti vzhodu naseljeni le Slovenci. Ziljani so vladarjema predstavili svoje običaje in plese, na tej poti so jo spremljali tudi ziljski jezdeci, ki so cesarju zelo ugajali. 10. septembra sta vladarja skozi Velikovec in Dravograd ob 5. popoldne prispela v svečano okrašen Maribor. Od Mute do Maribora je bilo čez cesto postavljeno 20 slavolokov, ob cesti pa so stali pražno oblečeni prebivalci. Splavi so bili okrašeni s cvetjem. V koroškem predmestju Maribora je vladarja pod slavolokom sprejel mestni predstojnik z mestnim odborom. Tu je bila tudi vrsta v belo oblečenih deklic in bataljon domačih vojakov grofa Kinskega. Pri poslopju okrajnega glavarstva je vladarja sprejel deželni namestnik grof Strasoldo in njegovi uradniki. Cesar je stopil s kočije, si vse ogledal in nekatere tudi kaj povprašal. O 7:30 je bil nato obisk gledališča, kjer so navdušeno peli cesarsko himno. Po gledališču sta se vladarja pripeljala skozi razsvetljeno mesto do Kresije, kjer jo je sprejela množica meščanov z baklami. Mestna kapela je zaigrala himno in še nekaj pesmi, potem pa so deklice v slovenski narodni noši zapeli himno v slovenščini ter še nekaj slovenskih pesmi. Drugi dan, ob 5:30 zjutraj, je cesar že pregledoval ekserciranje vojakov, o 7:30 pa pregledal kasarno, urade in vojaška vzgojevališča. Opoldne sta se veličanstvi iz Maribora odpeljali v Gradec, kjer so jim pripravili prav tako slovesen sprejem in potem nadaljevala pot proti Dunaju. Drugi krog potovanj leta 1856 je bil namenjen Kranjski, Goriški in Italiji, severni Italiji. To potovanje je bilo kombinacija potovanja z železnico in kočijami, saj je bila železnica takrat speljana le do Postojne. Ko so izvedeli za nameravan obisk, so v Ljubljani mrzlično začeli s pripravami. Ljubljanski župan Burgar je že 10. oktobra na meščane naslovil okrožnico, v kateri je opisal želeno dekoracijo in razsvetljavo mesta. V času bivanja vladarske dvojice v mestu naj bi bila vsa okna okrašena, barvne kombinacije pa so bile črno-rumena, belo-rdeča, belo-plava in belo-zelena. Na vhodih in izhodih ulic naj bodo postavljeni slavoloki, ki so okrašeni s smrečjem, raznimi venci, girlandami in razsvetljava mesta naj bo čim bolj slavnostna. Slavnostne napise pa je bilo treba predložiti v potrditev deželnemu prazničnemu komiteju. Potovanje je začela leto in pol stara hčerka vladarskega para nadvojvodinja Sofija, ki je svojim dvorom s posebnim vlakom odpotovala z Dunaja 16. novembra dopoldne. Prenočila je v Gracu, 17. novembra pa je s spremstvom pripotovala v Ljubljano. Sprejel jo je grof Hohenwart in jo pospremil v njene prostore v dvoru. Princesa je zapustila Ljubljano 19. novembra popoldne in odpotovala v Trst. Veličanstvi sta z Dunaja odpotovali 17. novembra ob 7. zjutraj s posebnim vlakom proti Ljubljani, kjer sta se zadržali 2 dni, 18. in 19. novembra. 20. novembra sta nadaljevali pot z vlakom do Postojne, od tu naprej s kočijami proti Trstu in od tu 25. novembra s parnikom v Benetke. V Trbovljah je bil 17. novembra na deželni meji med Kranjsko in Štajersko pričakal vladarja deželni glavar grof Korinski, ki ga je spremljalo visoko plemstvo Kranjske. Na poti do Ljubljane so jih spremljale okrašene postaje Hrastnik, Zagorje, Sava, Ponoviče, Litija, Kresnice, Laze, Zalog in na vseh postajah tudi navdušena množica. V Litiji se vlak ustavil za 15 minut, cesar je izstopil, bil zadovoljen z navdušeno množico in spregovoril nekaj besed z okrajnim glavarjem Francem Mordaksom.
Ljubljanska postaja je bila razkošno razsvetljena. Že zgodaj popoldne so se proti njej začeli zgrinjati radovedneži. Cesarsko-kraljeva policijska direkcija je že 15. novembra izdala za Ljubljano poseben prometni režim za kočije, ki je veljal v času bivanja cesarja in cesarice v Ljubljani. Tako so se izognili gneči na kolodvoru ob prihodu vladarjev in tudi kasneje ob slovesnostih v samem mestu. 18. novembra je cesar obiskal mnoge civilne in vojaške ustanove v mestu, cesarica pa v Šulinski samostan in njihovo šolo. Ob tem se je pozanimala, če imajo tudi v tem samostanu črnska dekleta, ki so jih misionarji v Egiptu odkupovali od trgovcev sužnji. Pri Uršulinkah so bila takrat 3 taka dekleta, ki so jih cesarici tudi predstavili. Naslednji dan, 19. novembra, je bilo v Ljubljani še posebej slovesno, saj so praznovali cesaričin god. Da bi predstavili mesto v čim lepši luči, je magistrat zahteval, da se tega dne, ko je bil zaradi cesaričinega godu razglašen praznik, prepove trgovanje na prostem tako v mestu kot tudi v predmestjih. Kajti sreda je bila sicer v Ljubljani tržni dan, tokrat pa so ga prestavili na torek. Vladarja sta Ljubljano zapustila 20. novembra ob 7. zjutraj in se podala na pot železnico do Postojne. Ta del proge je bil nov in tehnično zanimiv. Pomembna osebnost na tem odseku je bil ministerski svetnik vitez Karl Gega, ki je vodil gradnjo južne železnice in posebno pozornost je pritegnil v tem času borovniški viadukt. Tu se je vlak ustavil in cesarski par je iz razkošnega paviljona, ki je bil postavljen tako, da ste si lahko gledala celotno zgradbo, občudoval to delo. Ministerski svetnik Gega je razložil celoten gradbeni načrt in cesarju tudi predstavil gradbeno osebje. Cesar je tu podelil odlikovanja posameznikom, ki so bili zadolženi za uspešno gradnjo železnice čez Kras. Razdalja med Ljubljano in Postojno je s postanki vred vlak premeril v dobrih 2 urah in pol. Vozove, katere je na poti proti Trstu uporabljal vladarski par in spremstvo, so z železnico prepeljali z Dunaja. Iz Ljubljane so proti Postojni po železnici odpotovali 12 ur pred odhodom vladarjev v isto smer. Ob prihodu veličanstvu v Postojno so jih že čakali napreženi. Na potovanje po cesarski cesti se je tako odpravilo 37 kočij, v katere je bilo vpreženih 162 konj. Večina kočij so bile četverovprege, cesarica in dan pred njo nadvojvodinja Sofija pa sta potovali s 6-vprego. Ob prihodu vladarja v Trst, kjer sta ostala do 25. novembra, je po poročanju novic pihala tako močna burja, da je onemogočila slovesno razsvetljavo. Na povratku iz Italije v marcu 1857 sta se vladarja ustavila v Gorici, ki sta jo zapustila 10. marca in se čez Monfalcone Svetkriž Sežano pripeljala v Prestrank, kjer sta prenočila. Na goriško-kranjski meji jo je v spremstvu pričakal glavar in jo pospremil do Prestranka. Naslednjega dne, 11. marca, med 9. in 11. dopoldne pa sta obiskala Postojno. Ta obisk je bil za Postojno praznik. V kraj je kljub slabemu vremenu pripotovalo ogromno ljudi. Gega je iz Ljubljane organiziral poseben vlak, ki je pripeljal 200 potnikov. Jamo so pripravili za obisk, uredili poti in pripravili razkošno razsvetljavo. Po ogledu sta se vladarja takoj odpeljala na železniško postajo in se ob 11. odpeljala proti Ljubljani, nato pa proti Gradcu. V letu 1857 je cesar v spremstvu 4 nadvojvod, 4 ministrov ter različne gospode z Dunaja, Gradca, Celovca in od drugod še enkrat potoval čez naše kraje. V nedeljo zvečer 25. julija okrog 8. je prišel na ljubljansko železniško postajo. Vožnjo so nadaljevali v ponedeljek zjutraj in prispeli do Trsta, kjer je bil slovesen sprejem. Cesar je položil zadnji kamen pri železniškem mostu in pri tem ga je spremljal tržaški škof, ki je nato blagoslovil vlak in železnico. Železniška povezava Dunaj-Trst je bila tako odprta tudi za vsakdanjo vožnjo. Cesar je odpotoval iz Trsta v ponedeljek zvečer, se odpravil v Prestranek, kjer je prenočil, pot pa nadaljeval naslednjega dne dopoldne.
z Ljubljano se je peljal 28. junija naprej proti Dunaju. Slavje, ki se je ob otvoritvi železnice začelo v Trstu, se je nadaljevalo v Postojni, kamor so se iz Trsta povabljeni gospodje preselili ter jih obiskali tudi še drugi tuji in domači gostje. Tako iz Ljubljane kot iz okolice se je takrat v Postojno zgrnilo veliko ljudi. V aprilu 1862 je cesar pripotoval iz Italije v Gorico. Čeprav prebivalci za okrasitev mesta niso imeli veliko časa na razpolago, so cesarja slovesno sprejeli, kolodvor in mesto lepo okrasili. Cesar je ostal en dan v Gorici, si ogledal znamenitosti in gledališko predstavo in nato potoval naprej proti Ljubljani, kamor je pripotoval okrog 3 popoldne. Na ljubljanskem kolodvoru ga je sprejela vojaška, civilna in cerkvena gosposka. Cesar je v mestu ostal 3 ure, si ogledal vojsko, ki je bila razporejena na prostoru blizu Fužin, in tu so mu predstavili tudi nekatere vojake. Ob 6. pa odpotoval naprej proti Dunaju. Zvečer ob 7:45 se je za kakšne 1/4 ure ustavil še na celjskem kolodvoru, kjer ga je pričakovala navdušena množica. V marcu 1869 sta cesar in cesarica potovala proti jugu. Na poti proti Zagrebu sta 8. marca potovala skozi Videm Krško, kjer je pozdravil deželni predsednik Konrad plemeniti Ebersfeld ter zbrano meščanstvo iz Novega Mesta, Krškega, Kostanjevici in množica okoliških ljudi. V Zagrebu naj bi cesar in cesarica ostala 5 dni, nato bi potovala na reko Pulin v Trst. Cesarica pa se je že iz Zagreba vrnila na Dunaj, cesar pa nadaljeval s potovanjem. V Trst je nato pripotoval z ladjo Greif 19. marca. Ogledal si je mesto, 20. marca je prišel na Miramar in istega dne še odpotoval v Trst proti Nabrežini, kjer si ogledal postrojeno vojaštvo in pozdravil po slovensko. Istega dne ob 7:30 zvečer je prišel v Ljubljano, kjer so mu na kolodvoru pripravili slovesen sprejem. Cesar se je zadržal le 10 minut, vendar pa je deželnemu predsedniku potrdil predlog o pomilostitvi 12 fantov z Ježice. V letu 1875 se je cesar odpravil na potovanje v Dalmaciji. Potovanje je bilo organizirano čez Ljubljano, Trst, Gorico, Benetke in od tu s parnikom v Pulj ter v Zadar. Ob vračanju iz Dalmacije je cesar 14. maja ob 1. ponoči pripotoval v Ljubljano, ob tem je bil vsak pozdrav prepovedan, vsi vhodi v notranje prostore kolodvora pa so bili zastraženi. Leta 1882, ob 500-letnici prihoda Trsta pod Habsburško oblast, je cesar potoval tja čez Celovec, kjer je obiskal bolnišnico, Beljak, Rajbelj, čez prelaz Predel se peljal s kočijo in deloma pešaču, potem nadaljeval čez Bovco, Gorico in v Pulj ter od tu v Trst. V Celovcu so ga pozdravili ziljani na konjih in ziljanke v narodni noši. Popoldne se je cesar z vlakom peljal še na Borjet, ko se je vrnil od tod, pa je nadaljeval pot proti Bovcu. Ob vsej poti so ga pozdravljali domačini. Prenočil je v slovesno okrašenem Bovcu, 12. septembra pa je nadaljeval pot v Tolmin po Soški dolini skozi Solkano Gorico. Novice so prinesle brzojavko, ki je govorila o tem, da je cesar prispel ob Solkan ob 6. popoldne, kjer so ga s slovenskimi nagovori navdušeno pozdravili duhovniki in županstvo, cesar pa je nekatere tudi nagovoril. Proti cesarjevemu obisku so protestirali Italijani v Gorici. Ob tem obisku in cesarskem potovanju po Soški dolini so nekateri časopisi dokaj podrobno opisali vse pogostejše mednacionalne spore med Slovenci, Nemci in Italijani na tem ozemlju. Opisali so pritiske oblasti, ki so hotele dati temu ozemlju čim bolj nemški videz, kar so skušali doseči s tem, da so omejevale nastope lokalnih politikov in duhovnikov v slovenskem jeziku. Manj uspešni pa so bili ti pritiski na domače pevce. Ob 600-letnici vključitvi Štajerske in Kranjske v Habsburško monarhijo je cesar obiskal te dve deželi. Z Dunaja je s posebnim vlakom odpotoval 1. julija 1883. Prva postaja na Štajerskem je bil Špital,
S slovenskimi Štajerci pa se je srečal v Radgoni, kamor je pripotoval 9. julija, kjer tu je odprl meščansko šolo in so ogledal razstavo plemenskih konj. V Maribor je prišpel 9. julija, kjer so ga slovesno sprejeli. Od poslanstva je sprejemal v Škofijskem dvorcu, odkril je spomenik poveljniku avstro-ogrske vojne mornarice viceadmiralu Williamu Tegetthoffu. V Mariboru je bil v času tokratnega cesarskega obiska, pa tudi že prej, je bilo ozračje med nemškim in slovenskim prebivalstvom vse bolj naelektreno. Prav ob tem obisku, odkritju spomenika, so se nasprotja zelo živo pokazala. Vsaka stran je mobilizirala svoje pristaše in skušala čim glasneje dokazovati slovenstvo ali pa nemštvo, tako Maribora kot tudi Podravja. Slovenski vzkliki so bili glasnejši, pa tudi več jih je bilo kot nemških. Cesar je 10. julija čez Hajdino pripotoval na Ptuj, kjer je bil deležen veličastnega sprejema navdušene množice. Čez Rogaško Slatino, kjer je prenočil, se je naslednji dan s kočijo odpeljal v Svet Jurij ob južni železnici. Kot ob vladarjevih obiskih kjerkoli so bile tudi tu hiše slovesno okrašene, ob cesti so bili postavljeni slavoloki s primernimi napisi, še posebej so se potrudili okrasiti drevored, ki je peljal od deželne ceste proti železniški postaji Svet Jurij. Kot vedno in povsod so se na slovesno okrašeni postaji zbrali pomembneži od blizu in daleč in seveda množica, ki je navdušeno vzklikala. Cesarja je župan Gustav Ipavec pozdravil po slovensko, sledil je kratek pogovor cesarja z nekaterimi prisotnimi. V svoj vagon si je cesar podal skozi špalir belo oblečenih deklic in županova hčerka mu je izročila šopek cvetic. Dvorni vlak je odpeljal proti Celju. Uradni sprejem cesarja pa je bil na Kranjskem, pa je bil v Trbovljah, kjer so na deželni meji so se na eni strani poslovili od njega Štajerci, na drugi strani pa je cesarja pozdravil kranjski deželni predsednik Andrej Winkler. Na Kranjskem je bil cesar od 11. julija, ko je prestopil deželno mejo med Štajersko in Kranjsko, do 17. julija, ko je pri Trbižu prestopil deželno mejo med Kranjsko in Koroško. V Ljubljani se je zadrževal od dneh od 11. do 16. V nedeljo 15. julija se je odpravil na potovanje po Notranjskem, iz Ljubljane proti Logatcu, Idriji, nazaj v Logatec, iz Logatca v Postojno in nato nazaj v Ljubljano. Naslednji dan pa je iz Ljubljane odpotoval na Gorenjsko po poti Ljubljana, Kamnik, Begunje, Bled, z Bleda je 17. julija odpotoval proti Trbižu. V Ljubljani je imel cesar zelo pester in natrpan spored. Poleg običajnih protokolnih obiskov posvetnih in cerkvenih ustanov ter audienc je bil nekoliko drugačen obisk kulturno-odbrtne razstave v prostorih Realke in obisk kmetijske razstave v Latermanovem drevoredu. V četrtek 12. julija ob 3. popoldne se je cesar ogledal kulturno-zgodovinsko in obrtno razstavo v prostorih Realke. Tu so bili razstavljeni predmeti od prazgodovine do sodobnosti. Sledila je razstava ročnih del, izdelkov hišne obrti, od čipkarska do slamnikarstva, suhe robe in lončarstva. Nato se je odpeljal še v Latermanov drevored na kmetijsko razstavo, kjer so razstavljali živino in kmetijsko orodje. Tu je bila tudi pokušina vin ter razstava mlekarske zadruge. Nazadnje se je cesar ogledal še razstavo kmetijskih strojev in orodja. Od tu se je v spremstvu odpravil še na obisk v vojaško bolnico. Na mestnem travniku pod Turnom v Tivoliju pa se je ob 3. popoldne začela ljudska veselica. V petek 13. julija se je cesar najprej ob 7. zjutraj ogledal na vojaškem vadišču v Mostah vojaštvo, ki je bilo takrat v Ljubljani. Potem so sledile audience in razni obiski. Ob 4. popoldne je bilo na strelišču slavnostno streljanje, potem se je cesar odpravil na ljudsko veselico v Tivoli. Tu se je zbralo ogromno ljudi, tako radovednežev kot udeležencev sprevoda, v katerem so cesarju predstavili različne dejavnosti, društva, veteranske organizacije in narodne noše na Kranjskem. Po cesarjevem odhodu se je veselica v Tivoliju nadaljevala še pozno v noč. V soboto 14. julija se je cesar ob 6. zjutraj najprej ogledal vojaštvo. Tokrat si je na Fužinah ogledal kranjski polk pešcev barona Kun številka 17 in baterije topniškega polka številka 12, ki so bile v Ljubljani. Ob 10. dopoldne je bilo na vrsti polaganje temeljnega kamna za muzej za Rudolfinom. Za cesarja in povabljene je bil postavljen šotor. V njem pa so bili na eni strani predstavniki ljubljanskega Sokola in čitalniški pevski zbor,
na drugi strani pa predstavniki turnarjev in pevci filharmoničnega društva. Slovesnost se je začela točno ob 10. z govorancami, zapela sta oba pevska zbora. Po slovesnosti se je cesar odpeljal na obisk in ogled še drugih mestnih ustanov. V nedeljo 15. julija se je podal, kot smo že rekli, na ogled Notranjske. Z Ljubljane se je odpravil ob 6. zjutraj, se z vlakom pripeljal v Logatec, ki so se skrbno pripravili na njegov prihod. Na postaji ga je pričakala posvetna in cerkvena gosposka in množica okoliškega prebivalstva. Po slovesnem nagovoru se je odpeljal po cesti čez Skalce proti Idriji. Ob 2. popoldne se je vrnil na postajo v Logatec, kjer ga je množica še enkrat navdušeno pozdravila, nato pa se je dvorni vlak odpeljal v Postojno. V Logatcu se je začela ljudska veselica. Nad prejemom v Postojni so imeli časopisi spet nekaj pripomb. Prizadelo jih je predvsem to, da so si oblasti prizadevale, da bi kraj pokazale čim bolj nemški. Na tem obisku si je cesar drugič ogledal Postojnsko jamo in se vrnil okrog 7. zvečer v Ljubljano. V Ljubljani je bilo ob 10. zvečer tudi konec ljudske veselice v Tivoliju. V ponedeljek 16. julija se je cesar odpravil na Gorenjsko. Ob 7. zjutraj je odpotoval v Kamnik, kjer si je ogledal smodnišnico, nato je nadaljeval pot skozi Cerklje v Kranj, kamor je prišel okrog 1. popoldne in se nekako v pol ure ogledal mesto. Nato se je pot nadaljevala skozi Radovljico in Lesce v Begunje. Na Bled, kjer se je zbralo ogromno ljudi, je prišel okrog 5. popoldne. Ob 9. zvečer je bila veselica na Blejskem jezeru. V torek, 17. julija, je ob pol 6. zjutraj odpotoval z Bleda v Trbiž. Na poti proti jugu v Pulj se je cesar 7. maja 1895 ustavil v Ljubljani, ki jo je prizadel velikonočni potres tega leta. Na kolodvoru, kamor je prišel točno ob 3. popoldne, so ga pričakali predstavniki civilne in cerkvene oblasti ter vojaški dostojanstveniki. Cesar si je ogledal razmere v mestu in nastalo škodo. Razdejanje v mestu je nanj naredilo velik vtis. Pohvalil pa je organiziranost vseh služb in prostovoljcev, ki so mestu pomagali. Mesto je obljubil pomoč in razne ugodnosti, kar se kasneje tudi res zgodilo. Po 4 urah se je vrnil na kolodvor, v Ljubljani se je zadržal celo uro dlje, kot je bilo predvideno po protokolu. Po obisku v Ljubljani je nadaljeval svojo pot v Pulj, kamor se je 8. maja pripeljal po istrski železnici. Hvala.